Novost tega tedna je tudi, da lahko na ljubljanski infekcijski kliniki ter drugih slovenskih bolnišnicah za okrog 90 € opravite test na novi koronavirus. Ker je test samoplačniški, se lahko zanj odloči kdorkoli, ni pa še znano, če bo v tem primeru samoplačniško tudi zdravljenje. To bi pomenilo, da vsak s pozitivnim izvidom prejme še ventilator, pa račun za 40 000 €. Tega bi se sicer dalo dobiti tudi cenej, ampak so bili pač kupljeni preko domačih posrednikov. Zdravniki pa že vnaprej vedo, koga lahko na teh testih pričakujejo. Prihajali bodo verjetno dve vrste ljudi, se me zdi. Tisti, ki to iz kakršnih koli razlogov morajo imeti, ker drugače pač ne morajo službeno, študijsko ali kakorkoli naprej, nikamor. In pa druga skupina, ki je pa, rekla po domačem, matra firbaca, bi radi videli, a so morda pozitivni ali ne. Za test na koronavirus se bomo torej odločili enako kot za test za spolno prenosljive bolezni. Plačali si ga bodo tisti, ki so bili v tesnem stiku z nekom, ki jim je sumljiv in jih zdaj matra firbec. In pa seveda ljudje, ki se morajo testirati iz službenih razlogov. Medtem ko 3/4 slovenskih meja ostaja zaprtih, tega več ne moremo reči za našo južno mejo, saj je vlada Hrvaško umestila na poseben seznam držav s podobno ugodno epidemiološko sliko kot pri nas. Na seznamu sta baje še Gabon in francoska Gvajana. Ampak za prestop tistih meja je bolj malo zanimanja. In čeprav je prehod iz Hrvaške v Slovenijo trenutno možen brez omejitev, enako ne velja za prehod iz Slovenije na Hrvaško. Ob vstopu v državo Hrvati namreč od vsakega potnika poleg osebnih podatkov zahtevajo še namen potovanja. Vstop na Hrvaško je torej kot, večerni izhod s prijatelji za poročenega moškega. Načeloma je oboje dovoljeno, ampak šele po natančnem zaslišanju. Zastoji pa nastajajo, ker Hrvati za takšno zaslišanje potrebujejo kar nekaj cajta. Hrvaški policisti na mejnem prehodu za vnos osebnih podatkov potrebujejo približno 4 minute na osebo. Če so v vozilu 3, to zlahka pomeni 15 minut. Čak malo. A se samo meni zdi, ali se ta matematika ne izide? Mogoče je problem nastal, ker je bil naš novinar preblizu hrvaške meje in se je od tamkajšnjih turističnih delavcev naučil, da avtomatično računa zraven še pogrinjek? Mogoče pa si hrvaški policaji po vsakem vnosu vzamejo minuto odmora? Vsekakor bi si policaji počitek več kot zaslužili, saj ne boste verjeli, kakšne izgovore jim nekateri ponujajo, zato da bi lahko prečkali mejo. Ne vem, kaj se dogaja, sem rekel, grem provat, grem do tašče na obisk, pa bomo videli, kaj se zgodi. Prav ste slišali, gospod je pripravljen čakati 2 uri v avtu na meji s Hrvaško in to ne, da se izogne tašči, ampak da jo obišče. Sam! Jaz mislim, imamo novega kandidata za najslabši izgovor leta. Razen, če je tašča ime novega nočnega kluba v Rovinju. Kar pa preverjeno, ni zadosten razlog za prečkanje meje, saj je to zaenkrat dovoljeno le v primeru službenih opravkov, zdravniških razlogov ter lastnikom plovil in nepremičnin. Pri tem pa moramo omeniti, da kot zdravstveni razlog ne velja, če vam gre žena na jetra, kot službeni opravek pa ne šteje, če peljete tajnico na team building. Tudi to je preverjeno. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.